Da aktualnemu županu po prvem krogu kaže slabše kot njegovi tekmici, gre v veliki meri pripisati tudi prepoznemu odzivu na postavitev baznih radarskih postaj na Kozini in v Rodiku. A Zvonko Benčič Midre bo kljub temu, da je prepričan, da je občina storila vse, kar je v njeni moči, še naprej stal na strani ljudi. Nekaj bo treba pač narediti, ali spremeniti standarde, ali neko novo tehnologijo zmisliti, da ni tako obremujoče za te naše stanovalce. Tudi njegova protikandidatka Saša Likavec-Svetelšek je kot direktorica občinske uprave v imenu občine sodelovala v boju proti baznim stolpom. To bo počela še naprej. Mi nismo proti modernizaciji Slovenske železnice, smo pa zato, da se upoštevajo mnenja krajanov. Mislim, da bo ta prva pot, ki jo bomo naredili, da bomo šli v Ljubljano. Povsem drugačna stališča pa imata kandidata do prihodnosti mladih. V občini Sežana stoji inkubator. To je podjetje, ki pomaga mladim. Nekaj takega razmišljamo tudi pri nas. Vsi gravitiramo predvsem na obalo, manjši del v Sežano in tukaj pač se išče kakšna možnost za mlade, da bi se zaposlili. Oba kandidata nameravata urediti še pločnike ob glavni cesti Reka Trst, razmišljata pa tudi o tem, da bi poletni tranzit speljala drugje. A glede na to, da gre za državno cesto, bo do takrat preteklo še kar nekaj časa.